Mogoče bi se dotaknil še malo čisto logistike potovanja. Kot cosplay skupina, se pravi, predvsem, ko greste v tujino, je pač transport, tista glavna zadeva, ne pa seveda namestitev. Mogoče lahko nekdo piše proces, ta cel logističen, kako je to izgledalo v vaših Jaz sem logist, dejansko. Actually. V bistvu mi zmer se dogovorimo, kdo gre, že dosti prej, ne vem, največkrat dva meseca, 2,5 pred konom, kdo se gre, da vemo. Tudi 3, res. Že kako leto naprej. In se pač, da vidimo, koliko nas je in se pač potem, ne vem, razdelimo, če nas je 7, pač 2 avta. Ker smo tudi taki, ki imamo izpit, da lahko vzmo. In v bistvu se pač potem dogovori, se pač razdeli, kar se pač tiče stroškov, hvala. Isto glede na stanitve se dobimo na Discordu, gre vsak ali 1, 2 ali pa vsak po svoje, po Bookingu, po Airbnb-u. Se določimo, ne vem, koliko na noč bi bilo, ali pa za eno osebo za ta stay, koliko ima max in se pač prilagajamo, da najdemo nekaj, da ni ful predrago. Osebni budget si potem ga uskladite. Pač, ker vemo, nismo rich in pač mal budget tamo, In pol pač najdemo, ne vem, za 7 oseb je pač, ne vem, tok in pride pač tok na osebo, In pol pač eden rezervira in pol pač ti smo vsi pošljemo, da si izberemo ta Airbnb ali pa Booking. Zdaj naj to smo na ful hudo hišo najeli, pa je bila dokaj pocen, koliko je bilo? 118 € na osebo je bilo za 4 noči. Nice. Tam, ko ste bili na obisku. Basically free. To je 20-30 € na noč za hišo. Ampak koliko je bilo v bistvu ljudi za eno hišo? Nas je bilo 7? 7, A je bilo nas... Ne, 7 nas je bilo. Pa še Denis pa Tita, tako da 7 nas bo. Za 7 ljudi ena hiša. Pa Maja. Ne, nas je bilo 7, nas je bilo 8. No in v bistvu smo pač tako, si razdelili, iščemo zmer, da je dosti prostora za vse, da imamo čim več stranišč. Pa da imamo seveda parking zraven, to je zelo pomembno, da ne rabimo parkiš plačevati. Parking to so stroški. To so zelo dragi stroški. Isto za karte, ne vem, eden rezervira naprimer pač stay, drug pa karte naroči. Potem se pač zmer ti smo pač prenakaže dan ali pa se mu da. In zmer smo tako, da se zorganiziramo, kdo bo kaj, kdo bo iskal, kdo bo vozil. Kaj pa glede same namestitve? Raj preferirate nek Airbnb, hotele, hostele? Apartmaji so najboljš, iskreno. Sicer lani, ko je bil Piramid hotel, ko smo bili direkt, tam je bilo full top. Direkt v hotelu. Direkt v hotelu in si šel samo po hodniku in si bil že na konu. To je bilo top. Predstavljam, da ti se sanje, ko gledaš. Zato ga pogrešamo. Zato ti pravimo, Gregi, da je bilo boljše lani. Amazing je bilo. Si se oblekel, si šel po hodniku in si bil na konu. Pa verjetno je cel hotel, mislim, hostel bil poln cosplayerjev. En del, ali cel hotel. Prav rezervirali so hotel samo za cosplayerje. Ok, ne, ni res. 700 sob so bili rezervirani za event. 700 sob? Mi nismo preko eventa rezervirali, ampak smo direkt klicali na hotel, da si rezerviramo, pa smo še cenej dobili. Če jim ti rečeš, a imate kako fraj sobo, bojo rekli ne, zato ker je vse booked za evento, tako da specifically si mogel reči, meni event zanima, imate kakšno fraj sobo. In takrat en zelo prijazen starejši gospod, ko je amazingly govoril angleščino, by the way, se lepo javil, smo se zmenili, smo dobili sobe, tako da smo dejansko čist skupaj, ena in it was a time. Fajn smo se imeli, res super. Glede jezikovne bariere si predstavljam, da je za vas precej dober, ker če greste v okolico, recimo Italija, ali se ti govoriš verjetno italijansko, tekoče, medtem, mislim, da če se ne motim, ti si tak prevajalka v nemščino, tako da to za vas je še tako najmanjši problem, medtem, ko jaz se spomnim za našo staro grupico, mi nismo govorili. Kaj jaz sem znal nemško? Ne, ampak, okej, Zludi kope. Literally, daleč od fluent, tako da smo se vedno zanašali na angleščino, medtem, ko si predstavljam, da vas je tako easy peasy. Vsi govorite angleško, potem imate pa še nemščino, italijanščino.
Right. Ne vem, govorite še kakšne jezike? Ja, bolj te srbsko-hrvaške tudi. Okay, Če greste za Balkan, Vse za okolico. Je pa tudi fora, da večinoma konih, na kateri greš, je kind of znano, da je angleščina univerzalni jezik. Vsak, ko gre na kon, bo govoril angleško. Tudi, če ti sem znal vprašati za sliko. Pač znal bo. Če si bil 2 tedna na internetu, poznaš verjetno. Ja. Bo nekdo vprašal pa meni v nemščini, reka, se lahko slikam in zato, ker ponavadi tudi kamero pokažejo. Yes. Pol mi pa kar naprej govorim, like, sorry, I don't speak. Pa jaz samo prosim angleščini, pač ne. Ja, ona mu kar reče. I am so sorry, it's fine. Mi smo tudi imeli letos na Night eno zelo fajn izkušnjo, ko smo iskali eno restauracijo in smo se tako ogromen krožen vozili okoli. In smo šli na eno cesto, ki ni bila cesta, ampak je bila pešpot dovolj velika, da 2 kombajna gre ta en. Ja, to v centru, tam, kaj je ta Prater, ali kaj je že? Prater, ja. Tam, ja. In mi, pač Darjo pa Denis stopta z avta, vsaki svojega avta, pa kaj bomo naredili? Can I just, sam da povem, cesta je bila markirana, da lahko zaviješ not. Je pobarvana puščica, da lahko lepo not zaviješ. So bi mi po logiki, bom tule avto ustavil, da vidim, kje smo. Povej naprej, prosim. In se ona da stavite, zun se nekaj pogovarjate, ne medtem pa vidim policijske lučke. Pol minuto smo bili. Kaj bo minuto, 10 sekund? Glih smo avto ustavili, lučke se prežgejo, Denis pogleda. Sej ziher ni za nas, ampak jaz samo vidim te lučke in se ok, grem jaz ven in vidim, kako se ona da poskušata z njim dogovoriti, jaz pa tisto, že v nemščini, pridem do tistega gospoda policaja, pa mu res najbolj grli nemščini, kar lahko rečem, lahko prosim pomagate. In on stopi iz avta, cel lep nasmejan, in nam... Nasmejan glih ni bil. Ne, to je njena perspektiva, ne se smejal, da gleda. In on lepo razloži, kam moramo iti, eni z vas prehitro smo šli. Ampak res najbolj kaj lahko jaz sposobna sem, da naredim, se bo uporabila na tismo enemu policaju v Avstriji. Can I just say, nam je usmeril v eno avtohišo, ko je actually bila 5 metrov stran od nas in tata park hiša. Parkiramo not in out of nowhere stopimo ven v Gardaland, my god. Stopila smo ven pa en roller coaster, grem mim najbolj. Kje smo? What happened? Sred mesta, en velik park je in imajo dobesedno tak nek... Luna park. In je dobesedno, kje smo stopili? Where are we? Zun greš je tista cesta, ne on tisto ogromen krožen, greš not... Sploh se ne vidi, da je ringi špil tam. Kje smo? Actually, when did a Ferris wheel spawn here? Tak čudno je bilo, oh my god. Smo rekli, da ima naslednjo leto prav prešla, da lahko se manj imamo na ta. Ok, spet nauk te zgodbe, dekleta, in zmagate. Ja, dejansko pomaga. Easy mode, da veš. V Avstriji to ful pomaga, če znaš nemško, pa če še malo lepo pač pomežikneš, kako policaj ful pomaga. Sem že prišla avto pa ticket like that, tako da. Ok, no. Skills. I ti ne.